Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, spremljate dogodke dneva, preverjamo, kaj se je aktualnega dogajalo na Celjskem. Policija nekaj pred polnočjo prijela osumljenca umora v Vuhredu. V Velenju podpisali pogodbo za izgradnjo javnih najemnih stanovanj v soseski Selo. Celjske nepremičnine se pripravljajo na novo stanovanjsko gradnjo. Na Dobrni pripravili sprejem za zlatega kapetana Slovenije Urbana Krofliča. Policija je nekaj pred polnočjo prijela 39-letnega moškega, ki je osumljen umora 36-letne partnerke iz Vuhreda. Prijeli so ga v bližini kraja umora. Prijetju se ni upiral, iskalno akcijo na terenu pa je vodil inšpektor sektorja uniformirane policije Policijske uprave Celje Boštjan Kauc. Ker smo policisti predvidevali, da se bo osumljeni vrnil na kraj, smo že takoj po storitvi navedenega kaznivega dejanja na kraj storitve napotili policiste oziroma je bila ves čas na kraju policijska patrulja, kar je bilo tudi v nočnem času in okoli 23. ure pa 20 minut so naši policisti v neposredni bližini kraja, se pravi pred vhodom v stanovanjski blok, opazili osebo, ki je ustrezala opisu. To je bil storilec. Na kraju so mu policisti odvzeli prostost, ga seznanili s pravicami in je sedaj trenutno v policijskem pridržanju. Trenutno se izvajajo vse aktivnosti, se zbirajo vsa obvestila, kriminalisti sektorja kriminalistične policije zbirajo obvestila, zbirajo dokaze in bo osumljeni po policijskem pridržanju priveden preiskovalnemu sodniku. Iz tega naslova se želim zahvaliti vsem medijem, želim se zahvaliti vsem občanom za vse podatke, ki ste nam jih posredovali. Saj se je izkazalo, da se je osumljeni ves čas gibal v okolici kraja storitve kaznivega dejanja, kar smo tudi sami predvidevali. Dejstvo pa je, da je takoj po izvršitvi kaznivega dejanja dejansko skočil v reko Dravo, katero je preplaval in se dejansko gibal na drugem bregu in nam dodatno onemogočil zabrisal sled v tistem trenutku za sabo. Osumljeni se ob prijetju policistom ni upiral, je sodeloval, bil je razumen, priseben in komunikacija z njim ni bila, da bi rekel, otežkočena. Župan mestne občine Velenje Peter Dermol in predsednik uprave Stanovanjskega sklada Republike Slovenije magister Črtomir Remec sta podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju. V Velenju v prihodnjih letih načrtujejo gradnjo 200 javnih najemnih stanovanj. V soseski Selo bo zraslo 5 stanovanjskih blokov, v katerih bodo javna najemna stanovanja, namenjena predvsem mladim in starejšim. Gradnjo bo v celoti financiral stanovanjski sklad, stala pa bo okoli 30 milijonov evrov. Veste, da smo v zadnjih 4 letih začeli s spremembo kar 8 prostorskih aktov na območju mestne občine Velenje, ki zajema izgradnjo približno 861 stanovanj. Večji del teh stanovanj je seveda za neprofitni najem, torej tudi za mlajšo generacijo, bilo je pa tudi približno 150 stanovanj vezanih na oskrbovana stanovanja. Preden se bo gradnja lahko začela, bo občina vložila približno 2 milijona evrov lastnih sredstev. Vloga mestne občine Velenje je pa predvsem ta, da na nek način poskrbimo za poplačilo komunalnega prispevka oziroma oprostilo komunalnega prispevka in pa da v roku 2 let tudi ustrezno komunalno opremimo to zemljišče, ki je veliko več kot 15.000 kvadratov. Ta projekt bo eden večjih v državi. Zemljišča za več kot 500 stanovanj smo skozi ta poziv dobili na 10 lokacijah in Velenjska je daleč največja. In upam si reči tudi najbolj primerna za gradnjo neprofitnih stanovanj. Nekako smo uspeli tudi z samo idejno rešitvijo pozidave in spremembo priti do zelo racionalne gradnje, takih blokov, ki so na nek način zagotavljajo ekonomiko
in pa seveda tudi dostopne najemnine. V velenjski občini na stanovanje sicer čaka skoraj 230 gospodinjstev, člani dobre četrtine so mlajši od 35 let. Seveda je naša želja, da čim več teh stanovanj gre mlajši generaciji, torej mladim do 35 let, seveda kar bo preostalek tega tudi vsem ostalim, seveda pri tem ne izpuščamo tudi starejših oseb. Skratka, dobimo na ta način 200 novih neprofitnih stanovanj, naloga ali pa, bom rekel. Na Mestni občini Velenje se sicer na različne načine trudijo umiliti stanovanjsko problematiko meščanov. Smo seveda sprejeli tudi kar, bom rekel, nekaj ukrepov, s katerimi smo poskušali predvsem mladim olajšati dostopnost do prvega stanovanja na način, da smo znižali komunalni prispevek za 50%, pa da vsa ta leta seveda tudi dodatno subvencioniramo najem kreditov za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja. Preden se bo gradnja začela, bo sicer minilo še nekaj časa. S tem dogovorom se tudi mi zavezujemo, da bomo svoj del naloge upravili in verjamem, da bomo seveda v kratkem tudi priča temu, da bomo imeli na mizi gradbeno dovoljenje, da bomo lahko tudi začeli za izgradnjo teh stanovanj in da bomo vsa ta stanovanja seveda tudi namenili tistim ljudem, ki stanovanje tudi potrebujejo. Nova stanovanja torej bodo, a bo nanja potrebno še malo počakati. Celjska družba Nepremičnine je v letu 2025 poslovala pozitivno. Ustvarila je dobrih 484 tisoč evrov dobička. V družbi se trenutno pripravljajo na nov projekt stanovanjske gradnje. Kot pravi direktor družbe Nepremičnine Celje Primož Brvar, je bilo leto 2025 za družbo prelomno, zlasti z vidika zakonodaje in stanovanjske politike. Oboje na dolgi rok opredeljuje delovanje družbe. Seveda je to sprememba in dopolnitva stanovanjskega zakona, ki so posodobile normativni okvir za delovanje neprofitnih stanovanjskih organizacij, način izračuna neprofitnih najemnin in pa na novo definirala javna najemna stanovanja, to, kar so bila nekoč neprofitna stanovanja. Potem sam stanovanjski zakon je dal tudi podlago za zakon o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki prvič vzpostavlja sistemski in trajnostni vir financiranja za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Govorimo o kreditih oziroma posojilih, do katere bo lahko dostopala družba, izključno za gradnjo javnih najemnih stanovanj za obdobje 30 let in po fiksni obrestni meri 1%. To absolutno na nek način, bom rekel, daje neke trdne temelje in nam olajša načrtovanje za v prihodnje. Stanovanjski politiki so v minulem letu veliko pozornosti posvečali tudi v Evropski uniji, kjer podobno kot v Sloveniji primanjkuje javnih najemnih stanovanj. Potem je seveda tukaj tudi sklep Evropske komisije, ki je javna najemna stanovanja in cenovno dostopna stanovanja umestil v storitve splošnega gospodarskega pomena, kar bo na nek način olajšalo tudi pridobivanje nepovratnih sredstev in ne bo štel kot nedovoljena državna pomoč. V lanskem letu se je spremenil program Evropske kohezijske politike, ki predvideva oziroma načrtuje, da bo v naslednjih 4 letih za gradnjo javnih najemnih stanovanj zagotovljenih 42 milijonov evrov, od tega 30 milijonov za vzhodno kohezijsko regijo in to je definitivno, to so sredstva, na katere bo štartala tudi družba Nepremičnine Celje in s kateri bomo zagotavljali javna najemna stanovanja. Lani je bil prav tako sprejet celjski stanovanjski program, ki opredeljuje projekte na tem področju, tudi tiste, ki jih bodo izvajali v družbi Nepremičnine. Povpraševanje po neprofitnih stanovanjih je v Celju namreč še vedno veliko in to kljub temu, da so uspeli iz prejšnjega razpisa rešiti skoraj 200 primerov. Se je na zadnji razpis za javna najemna stanovanja, ki smo ga zaključili v lanskem letu, julija 2025, uvrstilo 486 prosilcev. Zakaj se mi zdi to pomembno? Pomembno se mi zdi to predvsem iz vidika, da predhodni oziroma predzadnji razpis, ki se je začel
po katerem so se stanovanja začela dodeljevati v letu 2022, in na njega se je uvrstilo 512 prosilcev, smo v tem obdobju oddali natanko 180 stanovanj. Pa kljub temu, v bistvu, da smo mi oddali 180 stanovanj, se je na ta razpis prijavilo sicer nekaj več kot 500 prosilcev, uspešnih pa je bilo 482. Žal to kaže na res dejansko strukturno krizo, ki jo imamo v Sloveniji, pa ne zgolj v Sloveniji, dejansko se cela Evropa srečuje s to stanovanjsko krizo. Sicer pa je družba pred novim velikim projektom gradnje stanovanj. Ta naj bi zrasla v Novi vasi. Predvideva gradnjo 2 večstanovanjskih stavb z cca 80 stanovanji. Bomo pristopili k naročilu za projektno dokumentacijo in pa potem v nadaljevanju ocena je v naslednjem letu, da pričnemo z gradnjo. Potem pa seveda tudi aktivno delamo na ostalih projektih, kot je projekt prenove in ureditev stanovanj na Stanetovi 19 v starem mestnem jedru, pa potem Cankarjeva 4 in pa seveda tudi prenove samih stanovanj. V zadnjih 10 letih oziroma 11 letih je družba celovito prenovila več kot 577 stanovanj in to, da ima mestna občina Celje oziroma družba Nepremičnine Celje tako velik fond. Lanskoletni dobiček v višini 448 tisoč evrov ostaja zaenkrat skupaj s prenešenim dobičkom iz preteklih let nerazporejen. Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 20 let je na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani osvojila naslov evropskih prvakov. Kot kapetan jo je vodil Dobrničan Urban Kroflič, ki je bil izbran tudi v najboljšo peterko prvenstva. Krajani Dobrne so ob njegovem povratku v domači kraj pripravili sprejem. Takole so z gasilskim vodometom na Dobrni pričakali kapetana izjemne generacije košarkarjev, ki je osvojila že 3. medaljo na velikih tekmovanjih, tokrat najžlahnejšega sijaja. Iskreno nisem ga pričakoval, no mislim lepo, da so me mojemu rojnemu kraju tako lepo pogostili, no res je lepo videti toliko veliko ljudi, ko so se zbrali, tako da najlepša hvala. To pa je tak dogodek, ko se redko kdaj zgodi. Ne samo Dobrni, tudi v večjih mestih. Zagotovo smo ponosni na našega Urbana. Sicer je par let nazaj še bil na Dobrni na naših igriščih igral košarko kot mlad otrok in danes vidimo, da je evropski prvak mladinske reprezentance in kapetan njen, tako da smo res ponosni in mu želimo, da se mu uresničijo tudi vse tiste sanje, ki še jih ima za prihodnost. Urban Kroflič se je športom začel ukvarjati že v 1. razredu osnovne šole. Njegova prva ljubezen je bil nogomet. V samih začetkih je bil nogomet, no, pa me nekako oče doma prepričal malo v košarko. V osnovni šoli je, mislim, da začel z nogometom, vendar že takrat je malo izstopil po višini in so ga dali na gol. In en dan vem, da je prišel domov pa je rekel, da več ne bi bil nogometaš, ker vsi streljajo na njega v golu. Sem pa potem mu predlagal, če gremo pogledat košarko malo, da sem jaz kot njegov oče pred leti igral košarko in mogoče mu bo pa všeč, no, in takrat mislim, da se je zaljubil v ta šport. Osnov košarkarske igre se je naučil v košarkarskem klubu Vojnik. Že pri 13 letih je sledila selitev v akademijo SBA v Madrid. Pri 16 pa je odšel v Beograd, k Megi, ki velja za največjo evropsko valilnico talentov. Ta odhod v Španijo je bil res malo šok za vseeno, predvsem za doma, za starše in za vse bližnje. Ampak, tako kot sem rekel, podpora doma je res veliko pomenila in sem ustrajal pri svojih ciljih, tudi ko je bilo težko. Sem ustrajal, nisem odnehal in pol je prišel klic iz Beograda v Mego. Mislim, da je to bila edina prava odločitev, no vemo, kakšen klub Mega, kakšen sistem imajo, da je pač najboljši za te mlajše generacije. In tudi sem hvaležen njim, da so mi dali to možnost, da lahko igram za njih, da se razvijam in tudi na koncu ta trud se je poplačal. Najtežji trenutek je vsekakor bil, ko je pri 13 letih šel v Španijo in takrat je bil kar velik, bom rekel, psihični zalogaj, predvsem bom rekel za ženo, za njegovo mamo.
jaz kot oče nisem smel kaj dosti pokazati, tako da smo nekako to skupaj prebrodili. Lahko pa rečem, da na določene trenutke še danes mama išče malega Urbana, ampak Urban ni več majhen, tako da to je to, ja. V času košarkarskega odraščanja je bila v kriznih trenutkih zelo pomembna podpora družine. Ko takrat, bom rekel tako, ni agentov, ni trenerjev, takrat so starši. In enostavno, če nisi, bom rekel, v tem, ne poznaš teh stvari, ogromno smo ženo prebrala, da smo našla besede, ker v teh trenutkih rabi samo podporo družine in bil je vmes dvakrat poškodovan, potem prvo sezono pri Megi, kljub obljubam, da bo igral 10 minut, mislim, da je sam na prvih tekmah dobil to obljubljeno minutažo, potem je pa večji del sezone presedel. In to je bilo 1000 vprašanj, zakaj, in ti kot starš, ti tudi nekega določenega dne zmanjka odgovorov, ampak smo nekako to prebrodili, šli do njega, bili skupaj, zato je bilo to v redu, da je bil v Beogradu, ker to ni toliko daleč kot Španija. No. Levoroki branilec je bil vse skozi eden vodilnih košarkarjev svoje generacije. V mlajših reprezentančnih selekcijah je pred domačim prvenstvom osvojil že 2 bronasti odličji. V Ljubljani si je skupaj s soigralci že pred prvenstvom postavil najvišje cilje. Mislim, nismo hoteli govoriti na glas, da za zlato medaljo, ker se lahko hitro kaj stvari zalomi, ampak smo potiho upali, imeli smo cilj, verjeli smo v ekipo, v to delo, ki ga delamo, v ta sistem, ki ga je trener postavil. Mislim, da je to ključno vlogo igralo ta kemija in to povezanost, ki jo imamo, ki se poznamo že 5 let, smo skupaj že od 16. leta, no. Tako da in pa seveda domače prvenstvo, domači navijači, lepšega se ne bi mogli zaželeti. Jaz moram reči, da smo bili kar vsi malo nervozni, predvsem iz tega naslova, ker smo vedeli, koliko si Urban to želi, ker je vedno, bom rekel, neke stvari so mu preprečevale, te, bom rekel, velike zadeve. Pa tako je tudi sam povedal, glede na predhodna prvenstva, kjer je dvakrat dobil, bom rekel, bronasto medaljo, vem, oziroma vsi smo vedeli, da si želi še to zlato evropsko in to je bila zadnja priložnost še v tej mlajši selekciji, tako da moram reči, da smo res vse tekme spremljali ob igrišču in navijali, bili, bom rekel, veseli, žalostni, jezni, na koncu pa lahko rečem, da se je vse v redu izteklo. Najboljšo tekmo na prvenstvu je odigral proti Turčiji. V polfinalu proti Franciji je staknil poškodbo zadnje stegenske mišice, v finalu je svoje soigralce spodbujal z roba igrišča. Bilo je težko, sploh takoj, ko sem vedel, ko sem v polfinalu šel dol, sem vedel sam pri sebi, da ni šans, da nadaljujem, čeprav sem jih prosil, da me to zdravniško službo, da me nekako zavijajo, da mi dajo neke protibolečinske tablete, da lahko nadaljujem, ampak mi niso dali. Imel sem pol 2 opcije, po pravici povedano so mi tekle solze, ko sem bil tam na tleh, ko so me mazali z kremo, ali da bom zdaj užaljen negativen, ali pa pač, da ne ostane nekako pozitiven, tudi če ne morem nadaljevati tekme. Ampak sem vedel, da če bom ostal pozitiven, da me bojo fanti potrebovali, tako da sem bil non-stop z njimi neko komunikacijo, non-stop jih spodbujal. Tako da na koncu so tudi zmagali to polfinalno tekmo in pa včeraj še finale. 20-letni in skoraj 2 metra visoki košarkar bo v prihodnji sezoni kariero nadaljeval v ligi NCAA, a zaenkrat še ne ve, na kateri univerzi. Mislim, da je opcij kar veliko, no, ampak bom to prepustil njim, da se oni dogovarjajo. Rekli so mi, da ko bojo stvari toliko daleč, da mi bojo povedali, da se bolj skupaj odločimo, kam bom šel. Ampak ja, mogoče sem bil na začetku pred časom malo živčen, ker pač vsi moji vrstniki že imeli te klube v Ameriki, jaz pa še kar nimam, mislim, nisem imel, pa še zdaj jih nimam. Ampak me nekako pomiril Miško, je rekel, da bo vse v redu, da nemam fokus na reprezentanci in bojo stvari potem same od sebe prišle. Kroflič, Padjen, Hrabar in Joksimovič so v zadnjem obdobju že bili priključeni članski reprezentanci. Jim lahko leta 2029, ko bo Slovenija gostiteljica članskega Eurobasketa, uspe ponoviti letošnji dosežek mlajših članov? Ja, bilo bi lepo, seveda, tako kot so 2017 isto bili prvaki, bilo tudi lepo, da bi zdaj 2019 sploh igramo doma. Ampak mislim, da moramo iti korak po korak, mislim, da je zdaj prvo najbolj pomembno, da se probamo ustiti na stolno prvenstvo. Vemo, kakšni so bili malo problemi zdaj
z 2 porazoma v zadnjem oknu. Tako da prvo, da se vrstimo na svetovno prvenstvo, pa lahko govorimo naprej. Vsekakor nas Kroflič in njegovi vrstniki navdajajo z optimizmom, da bo Slovenija tudi po menjavi generacij ostala pomemben igralec na evropskem in svetovnem košarkarskem zemljevidu. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Spremljali ste dogodke dneva, prijeten preostanek dneva in bodite z nami znova jutri. Nasvidenje.